Županja mesta Ramat Gan, to je mesto s približno 170.000 prebivalci, ki leži tik ob Tel Avivu, je pravkar odredila odprtje javnih zaklonišč. Zdaj, nihče mu uradno ni naročil, naj to stori, vendar ni edina. Mesta Kiryat Gat na jugu Izraela, Karmel na severu Izraela in Eilat na jugu Izraela so se pridružila Ramat Ganu pri ponovnem odpiranju javnih zaklonišč brez kakršnihkoli sprememb v smernicah poveljstva za zaščito civilnega prebivalstva. Torej, ni bilo razglašene nobene višje nacionalne pripravljenosti. To so zgolj občine, ki v bistvu sprejemajo lastne odločitve, glede na to, da so ZDA napadle Iran že 12 zaporednih noči in da je Iran izrecno zagrozil, da bo napadel Izrael, ljudje temu posvečajo zelo veliko pozornosti. Seveda, videli smo tudi najnovejše grožnje Donalda Trumpa v pogovoru za Axios, da se zdi, da Združene države trenutno resno razmišljajo o velikem napadu na Islamsko republiko Iran. Zdaj bi se rada obrnila na naše goste v studiu. Imamo veliko stvari, ki jih moramo razčleniti. Z nami je naša analitičarka za mednarodne zadeve, Dan Perry je z nami, varnostni analitik in voditelj oddaje Ross Handler Report, Jakov Lapin in seveda naša višja dopisnica Owen Alterman. Dobrodošli vsi skupaj. V redu. Mislim, da bomo morali najprej malo govoriti o izraelski presoji. Še preden pridemo do komentarjev, ki smo jih slišali od ameriškega predsednika. Jakov, želim se obrniti na te. Kaj meniš o tej odločitvi izraelskih mest? In seveda ne vsa, ampak zagotovo, veš, Ramat Gan je pomembno naseljeno območje, ki ponovno odpira zaklonišča. Kako misliš, da Izraelci to dojemajo? Ne bi iz tega preveč sklepal. Seveda, te občine sodelujejo v skupnih stalnih ocenah s poveljstvom IDF za zaščito civilnega prebivalstva. Tako so morda slišali, da se pripravljenost in budnost povečujeta. Na podlagi tega so sprejeli svoje neodvisne odločitve. Na vse zadnje pa je tisto, kar naredi poveljstvo IDF za zaščito civilnega prebivalstva, tisto, kar nam resnično daje največji signal. In mi smo v popolni rutini. In mislim, da bi se tako morali obnašati tudi izraelski državljani. Ni nam treba povečevati pripravljenosti in preseči tega, kar nam sporoča poveljstvo IDF za domačo fronto. Mislim, da v tej fazi lahko dovolj zaupamo sistemu. Če želijo občine narediti še dodaten korak za povečanje pripravljenosti, je to v njihovi pristojnosti. Ampak na koncu dneva smo v polni rutini in mislim, da se nam ni treba preveč obremenjevati s temi občinskimi odločitvami. V redu. Zdaj bi se rada obrnila na te, Owen, ker smo očitno slišali Trumpa, ko je rekel, da je prišlo do množične ameriške napada, ki se trenutno pripravlja, ko gre za napad na Islamsko republiko, da bi bila Izrael pripravljen sodelovati v 2 minutah, če bi ga ameriška administracija pozvala. Seveda je na to dodal, da bi bile posledice, če bi se Izrael umešal. Kaj meniš o tem? Mislim, da je tukaj osnovna predpostavka, Nataša, kot vsi vemo, da bi bil Izrael zelo, zelo vesel, če bi se lahko umešal. Vendar ga je premirje zadrževalo in si ne bi želel slediti politiki premirja. In vsaj na najmanjši ravni bi želel izvesti doktrino košnje trave proti Iranu in poskušal povzročiti čim več škode iranskemu jedrskemu programu ter iranskim vojaškim zmogljivostim, kolikor je mogoče, brez širših in globljih ambicij po spremembi režima. In Izrael bi bil zadovoljen in več kot pripravljen uresničiti tako bolj omejen cilj. In zaznava je, da so Združene države tiste, ki zadržujejo Izrael. Zato je logično, da če bi Donald Trump dal izraelski vladi zeleno luč, izraelska vlada in izraelska vojska bi se z veseljem pridružili. In izraelska javnost po celotnem političnem spektru, tudi z volitvami tik pred vrati, bi bila vesela, če bi se to zgodilo. Prav. No, Dan, moram reči, ne moreš si pomagati, da ne bi imel občutka, da je to preprosto. Spet enkrat retorika, ki skuša pomiriti vse strani, kaj ne? Reči, da se bo Izrael umešal, vendar bodo posledice. To je očitno. Mislim, da lahko predvidevamo, da je tam neka vrsta sporočila Islamski republiki. Veste, poskušamo preprečiti, da bi se Izrael umešal. Vendar bi se to lahko spremenilo. Seveda želim govoriti o teh grožnjah, da bodo napadli vse ameriške zaveznike v regiji, ne samo zalivske države, ne samo arabske države z ameriškimi bazami. Ali pričakujete, mislite, da obstaja kakršnakoli možnost, da bi se te zavezniki takrat vključili v ta boj? Možno. Ja, še posebej, če bo tokratna vojna. No? V nasprotju s tem, kar vsi pravijo o košenju trate, videti kot vojna do konca, katere cilj je strmoglaviti režim. Lahko si predstavljam, da bi se pridružili. Zagotovo tudi ZAE, ki ima dejansko pravo vojsko. Ampak ne samo oni. Saudska Arabija, o kateri se v zadnjem času veliko govori, bi se lahko potencialno pridružila. Mislim, da si tega ne želijo na način, kot si to želi Izrael, raje bi ostali ob strani in mislim, da si ne želijo, da bi se vojna nadaljevala. Ker te države niso zainteresirane za nobeno
košnjo trate. Želijo si, da režim izgine. In če režim ne izgine ali popolnoma ne spremeni svojega načina delovanja, kar se zdi, da se ne bo zgodilo, potem mislim, da so pripravljeni pristati na neko obliko kapitulacije. Žal. Mislim, da se moramo malo umakniti in se spomniti, da je bila izraelska vojaška doktrina skozi vsa leta vedno tudi ta, da ne izpostavlja domače fronte. Ker je država majhna in je demokracije pa se ne obnesejo dobro, če je domača fronta dlje časa izpostavljena škodi. Da bi bilo kratko, jasno, odločno in hitro. 6-dnevna vojna je bila vrhunec tega, vendar je bila skoraj vsaka vojna bolj ali manj v tej smeri. In to je bila res doktrina. Danes govorimo o drugih doktrinah, kot je zasedba delov različnih držav za tamponske cone. To je bila izraelska doktrina. Ko slišim o Netanjahujevi želji, da ponovno začne vojno, in seveda so v ozadju vsi sumi o tem, kako se politika v to vpleta. In ko slišim razpravo o košnji trate, vidim Izraelce, ki preživijo še 4 tedne, 8 tednov v zakloniščih, še več škode, še več izgubljenih življenj v Izraelu. Zakaj? Za nič odločilnega. Torej, ko Trump reče obsežen napad, nekako mi je všeč, ker morda končno razume, da vojne izčrpavanja koristijo džihadistom. Vojne izčrpavanja koristijo državam, ki jim ni mar za svoje prebivalstvo. Ni jim mar, če trpijo, če umrejo, če je gospodarstvo uničeno. Lahko počnejo, kar želijo, ker javno mnenje ni pomembno. V primeru Izraela je pa pomembno in tudi mora biti. Zato je vprašanje, kaj točno je načrtovano, in to je veliko večje. Vprašanje, o katerem bomo morali razpravljati. Kaj takega sploh obstaja? Množični napad brez izraelske vpletenosti strani Združenih držav. In samo na hitro želim, da razložite moč vojske Islamske republike v tem trenutku, glede na ta val napadov, ki smo jih videli. Najprej, seveda, obstaja scenarij, v katerem ZDA vstopijo v obsežen konflikt brez Izraela. To je eden od scenarijev. To je nekaj, na kar je CENTCOM pripravljen. In sploh ni jasno, ali bi se Izrael pridružil. In če bi Izrael prosili, naj se pridruži, mislim, da se mora Izrael vprašati, za kakšen namen, kaj je cilj. Ker če je to samo za izboljšanje ameriškega pogajalskega položaja v Hormuški ožini, ob vsem spoštovanju, to ni izraelski varnostni interes, ki bi povzročil, da rakete padajo na mesta tukaj. Navsezadnje iranska vojaška mašinerija, da odgovorim na vaše drugo vprašanje, je bila močno oslabljena. Njihove balistične rakete srednjega dosega, to so rakete, ki pridejo do sem, zaloge so bile zmanjšane. To ne pomeni, da jih nimajo več. Zagotovo jih imajo še nekaj in uspeli so obnoviti nekatere svoje zakopane podzemne raketne silose. Torej da, še vedno lahko zadenejo Izrael, vendar praktično nimajo nobene zračne obrambe. Njihove vojaške baze so popolnoma izpostavljene izraelski ognjeni moči. Še bolj zanimivo pa je, da Izrael v zadnjih tednih namiguje, da če se Izrael res vrne v to vojno, se ne bo zadovoljil z istim seznamom tarč kot prejšnjič. Napadel bo tarče, ki bodo namenjene destabilizaciji iranskega režima in poskusu njegovega strmoglavljenja, da bi dosegel končni cilj, ker so to namigi, ki jih prejemamo od izraelskih uradnikov. In to je verjetno eden od razlogov, zakaj se je Iran vzdržal napada na to državo.